Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Nocoj se bomo dotaknili pereče in vse pogostejše težave, ki zahteva nujne ukrepe. Govorili bomo o debelosti pri otrocih in mladostnikih ter predvsem o zapletih ter posledicah, ki jih slednja lahko prinese. V našem studiu prijazno pozdravljam primarja asistenta magistra Martina Bigeca, doktorja medicine, specialista pediatrije z Klinike za pediatrijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer. Dovolite, da se za začetek dotakneva nekoliko bolj splošnega vprašanja. Namreč zanima me, zakaj je tako pomembno, da tako otroci kot seveda tudi odrasli imamo in vzdržujemo normalno telesno težo. Začnimo pri otrocih. Čim zgodneje začnemo z pravilno prehrano otrok, torej najlepše z dojenjem, če začnemo v obdobju dojenčka, in vzdržujemo mešano otroško prehrano z rednimi obroki, po vzoru seveda staršev, tako otroci posnemajo, kaj starši jedo, in pa z telesno aktivnostjo, torej da so otroci čim več, ko so še dojenčki in majhni, na tleh, da se lahko gibljajo, ko so malo večji, da imajo družbo, da so zunaj in na tak način vzdržujejo tako telesno kondicijo, kot tudi primerno telesno težo. Pri ugotavljanju ustreznosti telesne teže pa je potrebno upoštevati tako višino kot tudi težo. Ali morda obstaja kakšna enačba, če lahko temu tako rečem, da bi tudi naši gledalci pred malimi zasloni lahko ugotovili, ali imajo normalno težo, lahko to kar sami izračunajo, da vidijo, če so v okvirih, ali je potrebno se malce zamisliti? Ja, če bi recimo rekli, moja deklica ima 35 kilogramov. To nam nič ne pomeni, ker ne vemo, koliko ta deklica stara. Ko nam povedo, da je to recimo 8 let, pa smo že malo bliže, pa si rečemo, to bi bilo približno, pa mogoče malo dosti, ali pa ne, se bi bilo še kar v redu. To pomeni, da si s temi podatki še vedno nič ne moramo pomagati. Zato moramo uporabljati določene primerjalne tabele ali standarde, ki jih napravimo na eni veliki populaciji otrok, ki jih zmerimo, stehtamo, preračunamo in potem napravimo tako imenovane otroške nomograme ali krivulje ali tabele, po katerim se orientiramo, koliko je recimo deklica v določeni starosti povprečno težka, koliko je še dovolj težka, da ni recimo presuha na svojo višino in koliko pa že znaša tista teža, ki bi jo začelo uvrščati v debelost. Zdaj uporabljamo najbolj preprost indeks, imenujemo ga indeks telesne mase, ki pa velja res za povprečno populacijo. Torej, ima določene omejitve, ampak o tem malo kasneje. Ta indeks je izračunan glede na telesno težo in pa glede na višino pa moramo kvadrirati. Tako da težo delimo z kvadratom višine in dobimo potem razmerje med težo in višino. No in ta indeks telesne mase poiščemo v tem našem nomogramu in potem hitro in zelo pravzaprav natančno izvemo, v kakšnem obsegu je telesna teža. Primerna, prevelika ali premajhna. Morda še beseda o sami klasifikaciji telesne teže. Kako si pravzaprav stopnje sledijo vse od podhranjenosti pa do tiste hude debelosti? Sicer v literaturi pa verjetno tudi strokovnjaki uporabljate več različnih izrazov, pa vendar. Ja, res je. Torej, telesno težo obravnavamo glede na izračune, torej na krivulje, ki sem jih omenil, in jih imenujemo percentilne krivulje. To je preprosto, če bi vzeli en 4. razred osnovne šole ali pa recimo vse razrede ene osnovne šole in bi otroke postavili v vrsto po velikosti. In bi videli, koliko je, oziroma kdo je najmanjši, tisti bi bil edini, in kdo je največji, tisti bi bil največji. In potem bi videli, da sta na vseh koncih samo ena. Potem naslednja dva bi že bila mogoče 2 ali pa 3, ki bi bila malo približno enako velika, ampak malo večja od prejšnjega. No, ampak potem bi se jih pa zgoščevalo vedno več in več. Na sredini bi bila velika vrsta enako velikih, ampak
srednje velikih. Ne. In na tak način bi dobili eno porazdelitev, če bi jih to razdelili recimo nekje na šolskem dvorišču. Ne. In tako tudi mi potem izračunamo, če je recimo telesna teža nižja od tretje percentile, recimo višina, potem bi rekli, ta otrok je premajhen. Če pa rečemo, da indeks telesne mase nižji recimo od 17. percentile, pa rečemo, ta telesna teža je na višino tega otroka prenizka in lahko govorimo recimo o podhranjenosti. Medtem ko je med 17. in 85. percentilo, rečemo, to so pa vsi naši normalni otroci. Ne? Eni so malo bolj suhceni, drugi so malo bolj buckasti, eni malo više, eno manjše, ampak so vsi normalni. Zdaj pa, kar je pa med 85. in 95. percentilo, to so pa otroci z povišano telesno težo. Torej še niso debeli, ampak če se nič ne bi ukrepalo, bi se razvila lahko pri njih debelost. No in nad 95. percentilo pa govorimo o debelosti. Tudi debelost še razdelimo na zmerno debelost in pa recimo na resno ali hudo debelost, kjer že z veliko verjetnostjo pričakujemo tudi zaplete. Tako da obstaja več različnih vrst debelosti, sicer pa ena taka splošna definicija, kaj pravzaprav debelost sploh je? Debelost je povečanje odstotka oziroma deleža maščobnega tkiva v telesu. Normalno imamo maščobno tkivo, normalno ima žensko telo, tudi dekliško telo večji odstotek maščobnega tkiva od moškega telesa in določen delež maščobnega tkiva tudi pridobivamo tekom življenja. Seveda, to maščobno tkivo ni čisto tako pasivno, v njem se odvijajo tudi številni metabolni procesi, namenjen je pa v glavnem skladiščenju energije. Torej, namenjen je bil časom, ko smo rekli, ko je bilo hrane dovolj, se je maščobno tkivo kopičilo za tiste primere, ko pa recimo ata lovec nič ni nalovil, bila je suša, bila je lahkota in se je iz tega maščobnega tkiva črpala energija za tiste boljše čase, ko je bila hrana spet na razpolago. Zato tudi med živalskimi vrstami so živali, ki imajo obilo maščobnega tkiva v razmerah okolja, v katerem živijo, da lahko v takem okolju preživijo. Morda še kakšna beseda o sami razporeditvi telesnih maščob in pa tipih debelosti. Vem, da poznamo na primer trebušasto debelost, pa še o kakšni bi lahko govorili. Katere vrste so pravzaprav najpogostejše in katere so najnevarnejše? Prva delitev je delitev med moško in žensko debelostjo. Torej, ženske kopičine maščobo same dobro veste kje, ni ravno prijetno, pravijo, vse bi še skušala, samo tam ne bi, kjer se drugače skuša, tam pa kjer bi pomogla, pa ne gre. Torej, govorimo o tako imenovani hruškasti debelosti. Žensko telo kopiči debelost predvsem okrog bokov in stegen, torej v nižjem delu telesa, medtem ko je moška debelost, androidna debelost je pa okrog trebuha ali tako imenovan pivski trebor, ki se včasih tudi šalimo. Delimo pa še, torej glede na maščobno tkivo, tudi periferno debelost, torej debelost, ki je značilna, da se maščoba nabira v podkožju, in pa tako imenovano visceralno debelost ali maščoba, ki se nabira znotraj trebuha. To je najnevarnejša debelost, to je tista, ki je tudi hormonsko aktivna in iz tiste, kjer lahko izhajajo potem tudi številne bolezni. Hvala lepa za to razlago. Sicer pa me zanima, ali bi vi kot strokovnjaki že dolga leta delate z otroki, ali bi lahko opredelili, v katerem razvojnem obdobju nekako najpogosteje prihaja do debelosti pri otrocih oziroma mladostnikih? Zakaj ravno takrat? Znan je trend, mi pravimo temu z eno strokovnim izrazom, sekularni trend. To je, da se debelost premika v vedno zgodnejše otroško obdobje. Pred časom je bilo značilno, da se je to najpogosteje pojavljalo nekje v sredini osnovne šole ali pa vstopu v adolescenco, sedaj pa se to pojavlja že v predšolskem, pa tudi v zgodnjem otroškem obdobju. Torej, pomik začetka debelosti seveda pomeni tudi daljši čas trajanja negativnih dejavnikov, ki jo debelost prenaša.
in zgodnejši nastop tudi teh tako imenovanih komorbidnih ali spremljajočih posledičnih bolezni. Zdaj imamo trende, že ravno zaradi spremenjene prehrane in pa načina življenja, da je debelost pojav že v otroštvu, to pomeni v predšolskem obdobju, in pa ki narašča potem v šolsko obdobje. Značilnost tega trenda pa je, da tisti mladostniki, predvsem adolescenti, bolj to velja za dekleta kot za fante, ki so začeli z debelostjo v zgodnjem otroštvu, praviloma ostanejo debeli tudi v odrasli dobi. Torej, naporni dejavnik je nekje 80% za dekleta in 50% za fante. Tako. Nocojšnja oddaja poteka v živo, tako da tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke, ki nas nocoj gledate, lahko pokličete v naš studio na telefonsko številko 02 620 3737 in mojemu nocojšnjemu gostu zastavite kakšno vprašanje na temo debelosti pri otrocih in mladostnikih. Seveda bomo pa v nadaljevanju veliko govorili tudi o zapletih in posledicah, ki so lahko vidne tudi v odrasli dobi. Tako da, če imate kakšno vprašanje, pokličite in dobili boste svoj odgovor. Tako, midva pa če kar nadaljujeva. Zasledila sem podatek, da je po vsej Evropi opazno skrb vzbujajoče naraščanje debelosti in to predvsem pri otrocih. Kaj se dogaja v zadnjih desetletjih, da to še kar naprej narašča? Mogoče malo o vzrokih za debelost, potem bi nam bilo mogoče malo lažje to razumeti. Pa tudi razumeti v zadnjem obdobju v trendu predvsem razvitih držav, predvsem mi to radi tudi poudarjamo države našega razvitega severa, tako imenovane nordijske države, kjer že opažamo pa rahl trend upadanja, pojavljanja debelosti, ne pa same prevalence, torej število otrok, ki so že debeli. Tudi to velja za določene skupine, recimo v Združenih državah, predvsem tako imenovane belske populacije, ki so višje in dobro situirane. Kje je razlog, recimo, če začnemo od teh pozitivnih pojavov, čisto v zadnjem obdobju, ki jih opazujemo? Torej, razlog je v večji prosvetljenosti. Mogoče tudi v takšnih oddajah, kot jo imate vi danes, da se ljudje res osvestijo in zgodaj zavedo, da moj otrok ni samo malo bolj okrogel, ampak da starši spoznajo, da je z otrokom nekaj narobe. Zdaj pa, če gremo nazaj, kakšni so tisti osnovni razlogi, zakaj prihaja do debelosti? Na eni strani dejavniki okolja, ki seveda odštejejo glavni delež, in pa seveda na drugi strani tudi presnovni dejavniki ali pa endokrini dejavniki, pa tudi genetski dejavniki, ki so pač lastnost posameznika. Opazno je, da so dežele v razvoju tiste nosilke najvišjega porasta debelosti pri otrocih. Torej, kjer so doživele družbe tudi najkorenitejše spremembe. Hitro se je dvignil standard prebivalcev, hitro se je ponudila tudi razna hrana na hitro, torej predvsem hrana, ki je bogata, energetsko bogata, in pa spremenil se je način življenja, torej tudi industrija na tem dala velik svoj delež k temu, da je velik del otrok zelo pasivnih v zadnjem času in da se veliko ukvarjajo z tako imenovanimi screen watching time, torej raznimi elektronskimi in drugimi pripomočki, ki jih pač seveda priveže na to, da se telesno manj gibljajo. Če zdaj povežemo na eni strani preobilje hrane in to nekvalitetne, energetsko bogate, lahko dostopne in na drugi strani spremenjen način življenja. Na tretji strani se pa ni razvil kritični pogled na to. Veliko družin se marsikje še vedno z debelostjo pohvali, so določene etične skupine, kjer jim debelost pomeni priznanje visokega standarda. Tudi v zgodovini je bilo tako, fevdalni sistem, tudi v umetnosti se je to kazalo, je debelost predstavljalo kot družben sloj, ki si lahko z svojim statusom privošči veliko, imajo veliko in so s tem povezovali tako status kot zdravje. Pa se je pa to spremenilo. Torej, razlogi v današnji družbi so v kombinaciji teh vzrokov
in izhod je seveda prekomerno pridobivanje na teži v obliki maščobnega tkiva nasproti premajhni porabi energije iz te hrane. Kaj pa pravi statistika? Kolikšen je odstotek otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo v Sloveniji? Nam lahko postrežete s kakim konkretnim podatkom ali pa vsaj nekako splošno orišete trenutno situacijo? Ja, lahko. Nažalost. Moram se opravičiti mojim kolegom v Ljubljani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ampak vsekakor določene kritike moramo prevzeti tudi pediatri nase, tako kot tudi kolege iz inštituta, namreč nimamo urejene službe, ki bi kontinuirano spremljala te dogodke. Še večjo kritiko lahko rečem, pa zato stojim, nimamo nacionalnih standardov, po katerih bi lahko merili oziroma primerjali naše otroke na Slovenskem. Še vedno uporabljamo za to diagrame in normative, ki si jih sposodimo od drugih držav, recimo ali iz Svetovne zdravstvene organizacije ali pa iz ameriške, tudi angleške, ki so seveda dovolj osveščene na tem področju in redno obnavljajo te standarde, kajti tudi standarde treba na vsakih 10 let obnoviti. Otroci so iz generacije v generacijo višji in standardi, ki so veljali v 60 letih, seveda ne veljajo več danes. No, ta kritika leti praktično na naš zdravstveni sistem in osveščenost, da teh standardov nimamo, zato jih pač koristimo tiste, ki so nam na razpolago. Kaj govori? Tudi, kot sem rekel, nimamo organiziranih in kontinuiranih spremljanj otrokovih, torej tež in višin in drugih antropometričnih meritev. Lahko si pomagam recimo z vso pohvalo otroškemu športnemu kartonu, ampak ta velja samo za šolske otroke. In seveda je bolj ali manj empirične oziroma praktične narave, ker ne moremo ga pa uporabljati recimo v neke raziskovalne pa znanstvene namene, lahko ga pa uporabljamo kot orientacijo. Torej, družba bo slej ko prej mogla napraviti ali recimo inštitut za zdravje otroka in znotraj tega tudi službo, ki bo kontinuirano spremljala te trende v otroški in mladostniški populaciji. Kaj pa govorijo posamezne študije? Imamo recimo diplomske naloge ali pa razne raziskovalne projekte, odkot pa dobimo nekaj podatkov. Recimo izmerijo 300-500 otrok in iz tega potem dobimo neko sliko, kaj bi se pa resnično v populaciji dogajalo. Govorimo o tem, da je okrog 20% slovenskih otrok debelih. Še približno enkrat tolikšen delež jih je pretežkih. In tistih otrok, ki pa imajo debelost z komplikacijami, pa lahko govorimo tam nekaj od 4 do 6%. Torej, na prvi pogled se nam to zdi malo, ne? Zdaj pa, če računamo, da je v Sloveniji 460 tisoč otrok od 0 do 18. leta in 20% od teh 460 tisoč, vidimo, da pridemo hitro tam nekje na 80 tisoč otrok, ki je predebelih. Absolutno preveč. To je ogromna številka. Res je. In da je od tega okrog 10 oziroma 8 tisoč otrok z tako debelostjo, da jim že grozi oziroma že razvijajo za to zaplete. Samo 2 centra se klinično ukvarjata z otroci z zapleti, to je klinični oddelek za pediatrijo Maribor in pa seveda v glavnem tudi najtežji primeri na pediatrični kliniki v Ljubljani in še en center, ki ga imamo za terciarno preventivo, to je center za bolezni otrok Šentvid pri Stična in se slovenska praksa pri tem že konča. Seveda je to majhen delež otrok, ki jih lahko vzamemo v obravnavo napram velikemu številu, ki sem ga omenil. Torej, ti otroci potrebujejo skrb, potrebujejo obravnavo, kajti mi vemo, če ne bomo ukrepali, se bodo te metabolne spremembe, ki se pri otrocih z debelostjo že dogajajo, se dajo dokazati, spremenile v organske zaplete in bojo namesto otroci
oziroma odrasli, ki so včasih zboleli za recimo diabetes tipa 2, zboleli okrog 40. ali 50. leta, bomo to imeli oziroma že imamo tudi v obdobju adolescentov. Prej ste bili kar konkretni pri teh številkah, pa me zanima, če jih vendarle primerjamo s kakšnim desetletjem, dvema nazaj, ali je zadeva v porastu, ali nekje stoji, ali se tudi pri nas že kaže kaj ozaveščenosti na to temo? Torej, kako natančno se ta ozaveščenost pokaže in kakšen bi bil zmanjšan odstotek incidenc, mi pravimo, ali pojavljanja novih otrok, ne vemo natančno. Lahko to primerjamo pa z podobnimi študijami, ki so napravljene v tujini. In v tujini opazimo, da se je zmanjšal trend naraščanja, torej hitrost premice, kako hitro dobivamo nove, debele otroke, se je nekoliko umilil v deželah z višjo prosvetljenostjo, torej z višjo stopnjo izobrazbe in pa z višjim standardom v tisti populaciji. In da se je to začelo v obdobju, ki si ga mi najbolj želimo, to je v obdobju predšolskega otroka. Torej, današnje sodobne, dobro razgledane mame so spoznale, da je dojenje dobra preventiva, zato je dojenje v porastu, kar si vsi želimo, da bi ga imeli še več, in je s tem dana tudi ena odprta platforma za sprejemanje tudi zdravega prehranjevanja po obdobju, ko se dojenje počasi začne nadomeščati za čvrsto hrano, in pa seveda tudi za življenjski slog družine, ki je taka sodobna družina želi biti v enem aktivnem življenjskem slogu, da preživljajo svoj prosti čas na prostem, da se gibljajo skupaj, torej, in da se seveda izogibajo pa s tem, kot je sedeči način življenja in pa drugi taki ogrožajoči dejavniki. Ja, in že nekoliko prej ste našteli nekaj vzrokov, ki so običajno krivi za debelost in tako naprej, pa vendar me zanima, kdo je po vašem mnenju nekako v največji meri odgovoren, da je tudi pri nas v Sloveniji toliko otrok, ki se pravzaprav trpijo ali za prekomerno ali težo ali celo debelostjo. Kdo je za to odgovoren? Družba, starši, otroci sami verjetno še niso krivi, da je temu tako. Ali pač? Ja, torej, moramo govoriti o zgodnjem otroškem obdobju. To je, recimo, govorimo tam od prvega leta življenja dalje, so seveda absolutno odgovorni starši. Tukaj ne moremo otrok kriviti. Tudi v prvih dveh triadah, recimo osnovnošolskega izobraževanja, prevzame že kar precejšnjo vlogo tudi družba kot celota. Vi veste, da smo mi z vsemi argumenti, torej z znanstvenimi izhodišči, z pripravo zelo utemeljenih stališč, pripravljali recimo kampanjo za dodatno obdavčitev sladkih pijač, pa je bila družba še tako nerazvita, da je rekla ne. Zavestno je rekla ne. Mi ne želimo zdravja otrokom, mi želimo industriji profit. Ni drugega izgovora v tem. Seveda so gospodarstveniki to zavili v fine krpice, koliko bi bilo to delovnih mest, pa koliko bi to padel promet, pa koliko bi to bilo potem izgube in ne vem česa, to so tako utemeljevali. V bistvu so se pa lepo oprali roke in se izognili odgovornosti za to, da bi jo prevzeli, da naš mladostnik v povprečju popije 25 kg sladkorja na leto. To so študije, narejene, argumentirane, in seveda sladke pijače predstavljajo velik delež v dejavnikih tveganja za razvoj debelosti pri otrocih, pri tem v tem zgodnjem otroškem obdobju in v tem prvi polovici recimo osnovnošolskega šolanja. Drug tak hud udarec je seveda uvajanje prigrizkov in pa raznih dodatkov v prehrani, ki so seveda dietno popolnoma nepotrebne in nadomeščajo ali pa nadgrajujejo redne obroke. Seveda starši omogočajo, kupujejo in reklame po televiziji povezujejo to z neko zelo čustveno ugodno družinsko klimo.
Recimo, spomnite se, prikličite se kakšno reklamo zdaj o kakšni sladkariji, recimo tisti Kinder, ali, ne, to je srečna družina, vsi so nasmejani, pridni otroci, lepo oblečeni. Ne. Torej, za to reklamo stoji neka sreča, neko dobro razpoloženje in seveda, ko otrok tako slaščico vzame, hoče videti tisti nasmejan mamin obraz in to je želja, ne, da se s tem, ko si kupim slaščico, dobim tudi takšno čustveno ugodje. To so izjemno dobro pripravljene reklamne akcije v času, ko ne več otrok gleda televizijo in seveda je potem v porastu želja po teh dodatkih, priboljških. Ja. No, naslednji takšen dejavnik, ki zelo močno in nedvomno vpliva, je podaljšano bedenje. To pa so že potem starejši osnovnošolci in pa srednješolci, ki ob raznih teh omrežjih, ne, socialnih, morajo bedeti, biti not, biti zraven, da ne bi recimo pobegnila neki SMS, da ne bi pobegnil neki sporočilo ali neko komunikacija nekje, da vsi drugi so tam, kao vsi so zraven, samo mene ni. In seveda vsako podaljševanje, vsaka ura podaljševanja odhoda k spanju je dejavnik tveganja k razvoju debelosti. In še več ne. Torej, ko se štejete, vidite, da je to način življenja družine, že od tistega čisto zgodnjega otroškega obdobja do najstništva, ki seveda organizem polni, ga neprestano dopolnjuje z energetsko bogato hrano, po drugi strani ga pa popolnoma torej, priklene v sedeči način življenja, z malo gibanja na prostem, z porabo te energije in so rezultati tu. V kolikšni meri pa lahko k nagnjenosti, k debelosti vplivajo tudi genetski dejavniki? Je o tem sploh vredno govoriti, jih izpostavljati? Ja, seveda je vredno, zaradi razumevanja same bolezni. Veliko bolj pomembno je to za nas, za našo klinično prakso, da znamo diferencirati primarno debelost, to je tisto, ki jo v glavnem povzročajo zunanji dejavniki od sekundarne debelosti, ki je pa posledica drugih bolezni, tudi genetskih. Ne? Vendar v to skupino debelosti spada manj kot 1% vseh debelih otrok. Tako da je, kar se tiče splošnega razumevanja, je to zanemarljiv delež. In tisti otroci niso samo debeli. Ne? Tisti otroci imajo določene sindrome, lahko je to enogenetsko ali več, torej, in spadajo v skup sindromov, kakor jih mi imenujemo, za katere je tudi značilna debelost. Ampak ob tem imajo oni tudi druge malformacije oziroma deformacije telesa, obraza, tudi praviloma gre v duševno manj razvitost, torej imajo tudi druge telesne hibe in je debelost samo eno od spremljajočih znakov. Tako. Naj vas še enkrat povabim k klicu v naš studio, namreč nocojšnja oddaja poteka v živo in nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite kakršnokoli vprašanje, ki se dotika debelosti, posledic, zapletov pri debelosti otrok in mladostnikov in naš strokovnjak vam bo postregel z odgovorom. Midva pa, če kar nadaljujeva, me zanima še to, kako kaj komentirate povezavo prehranjevalnih navad samim družbeno-ekonomskim statusom. Ali bi lahko rekli, da je v porastu debelost pri otrocih, ki prihajajo iz nekako socialno šibkejših družin, ali tega sicer ne opažate pri svojem delu? Neposredno povezava obstaja med social income, torej med ekonomskim stanjem družine in pa pojavnostjo debelosti. In to nižja, kot je zmožnost družine, da si recimo zagotovi kvalitetno prehrano, večja je verjetnost, da bo se debelost pojavila pri otrocih. Že prej sem mimogrede omenil, ljudje bi nasprotno pričakovali, bi mislili, tisti družine, ki imajo seveda boljši standard, si bodo tudi več privoščili in bodo zaradi tega bolj debeli. Ne? Ravno obratno je. Tisti, ki imajo boljši standard, si lahko privoščijo boljšo hrano. Ta hrana ni ravno poceni, ne? Predvsem pa mora biti vedno sveža, mora biti pestra, raznolika,
kar pa seveda zahteva na eni strani čas, recimo, da si tako hrano priskrbiš, in na drugi strani, da jo skozi obnavljaš, da je vedno sveže v hladilniku, da so različne stvari na jedilnikih, medtem ko večina ljudi niti ni tako osveščena, da je potrebno različno hrano uživati, niti ni osveščena o tem, kaj ta določena hrana vsebuje, in se največkrat ravnajo po nekih vzorcih, ki jih pač vidijo ali pri sosedi ali pa ki jim ponujajo trgovci in police, in posežejo po tisti hrani, ki je v bistvu za njih najbolj sprejemljiva. Seveda je ta hrana tudi nasitljiva, torej imajo občutek, da se najedo, po drugi strani je poceni, vendar je not ena velika zanka, velika past, da je tudi v mali količini take hrane veliko nekoristne energije. In ta energetska gostota take hrane se seveda potem kopiči v telesu kot neuporabljena energija v obliki maščobe. Sicer pa, če lahko na tem mestu se še enkrat vrneva k tistim pijačam, ki ste jih prej omenili, voda pa je vendarle cenejša od tistih sladkih in gaziranih pijač, ki jih lahko kupijo v trgovini, pa vendarle ne vem, če je ravno trend, da jo ponujajo svojim otrokom. Tudi tukaj so verjetno rezerve, ki bi se še dale uporabiti v korist otrokom. Zadnjič smo sedeli po kopanju, pa smo imeli priložnost videti, kako smo si naročali pijače. In smo naročili vodo, pa smo videli, da smo naročili Coca-Colo. In smo začeli razmišljati, kakšna je pravzaprav razlika med njimi. Pa sem vzel steklenico Coca-Cole, jo pogledam in berem vsebnost sladkorja. Seveda je zelo težko reči nekomu otroku, koliko sladkorja je tu not. Potem pa sem rekel natakarju, naj mi prinese vrečke, tiste, ki jih uporablja za kavi. In sem naštel. In naštel sem 18 vrečk. Tistega sladkorja je v eni steklenički Coca-Cole. In sem rekel, gledajte, taki kupček sladkorja popiješ, ko popiješ to Coca-Colo. Pa sem rekel, to ni mogoče. Ja, seveda, zato, ker si ne znamo to predstavljati. In nihče nas na to ne opozarja, da v tej pijači je seveda past, in ta past je okus, in ta okus nas seveda razveseli in nas pritegne, in ta okus je okus po sladkem. In tako je v vseh teh pijačah z dodanimi sladkorji. Trik recimo v sadnih sokovih, recimo v jabolčnih sokovih, to je na veliko, recimo radi proizvajalci napišejo brez dodanega sladkorja. Zamočijo pa laž, s katero ta jabolčni ali pa pomarančni sok naredijo slajši, kot pa če bi ga si sami užili. To je, da dodajo koncentrat istega soka. In seveda s tem, ko dajo koncentrat zraven, povečajo vsebnost sladkorja, in to samo z enim namenom, ker vedo, da bodo otroci to raje pili. Zdaj, trend je, da bi dojenčkom ponujali vodo. Torej, dojenčke ne bi pili sadnih sokov, predvsem ne kupljenih. Seveda, če je to priboljšek enkrat, dva, trikrat na teden, je lepo, da sami doma mame delajo sokove iz sadja. V glavnem pa to ni za žejo. To je recimo kot eno živilo, kot dodatek za žejo, pa naj bi dojenčki pili vodo. Ob tem, seveda, da so prvih 6 mesecev izključno dojeni. In dojen otrok ne potrebuje ničesar. Dojen otrok ne potrebuje čajev ali pa dodajanja vode ali kaj. Namreč v materinem mleku dobi dovolj tekočine za svoje potrebe. Drugače je seveda pri hranjenih iz stekleničke. Tam je zelo težko uravnotežiti, koliko je še potrebe po vode, po sestavi mleka, ker mama le vsakič nekoliko drugače pripravi mleko in lahko da je v nekih porcijah oziroma obrokih, koncentriraš obroke, se bo tak otrok ob tem dobil željo tudi po tekočini. In seveda takrat uravnotežimo to željo z vodo. Nekoč smo priporočali mamam, da so kuhale otroški čaj, torej recimo s kumino ali pa komarčkom. Trik tistih nekdanjih časov je bil v tem, da so higieniki vedeli, da je voda praviloma iz domačih vodnjakov, ker je bilo težko kontrolirati kvaliteto te vode. No in z prekuhavanjem so naredili eno veliko kampanjo,
da so tudi mame iz najbolj preprostejših okolij vodo prikuhavale, zato ker misleč, da bo tisto, kar bo kuhano not v teh čajih, otrokom recimo pomagalo pri olajšanju trebušnih krčev ali pa drugih težav, pomirjalo, izboljšalo spanec. Ne. Vendar namen ni bil v tem, ker je čisto vseeno, kar je v tistem čaju plavalo, pomembno pa je bilo, da se je voda prikuhavala. Torej, osnovna tekočina za žejo otrok in mladostnikov bi naj bila voda. Pa kaj kažejo vaše izkušnje? Se ljudje, v mislih imam tudi odrasli ljudje, sploh zavedamo, da debelost ni več zgolj estetski problem, pač pa gre za bolezensko stanje oziroma nas lahko privede do kakšnih hujših zdravstvenih zapletov. Smo že toliko zaveščeni ali še ne? Naredil bi krivico, če bi bil moj enostavno odgovor ne. Zato, ker se določen del prebivalcev se osvešča. Vidimo pozitivne premike, vidimo tudi željo, tudi teh sodobnih mladih družin po malo drugačnem življenjskem slogu, kot je bil mogoče še 10 let ali pa nazaj. Ne? Torej, k bolj kreativnemu življenju, k bolj dinamičnemu in seveda tudi več se o tem bere, več se o tem piše in še več takih oddaj, kot je ta danes, pa bi mogoče bil še kakšen premik. Ne? Praviloma oziroma v glavnem pa moram biti kar zelo kritičen. Namreč po moji praksi, ki jo imamo iz naše ambulante, kjer obravnavamo otroke z najtežjo obliko debelosti, je to, da v večini primerov takrat, ko mama prvič oziroma ko družina prvič prestopi prag in pripelje otroka, je v glavnem njihovo upanje usmerjeno samo v to, da bodo z našim pregledom in preiskavi našli razlog, zakaj je njihov otrok debel, da bomo to seveda hitro odkrili, dali neko ustrezno terapijo in njihov otrok bo potem v redu. Velikokrat imajo že kar na dlani odgovore, verjetno je nekaj z zaščitnico narobe. Dobro ga poglejte, veste, ker naš otrok je popolnoma enako kot drugi. Ne? Imamo še starejšega brata, ki je pa čisto v redu, ampak oba enako jesta. Tako da s tem je res nekaj narobe. Ne? In seveda takrat vemo, da je še dolga pot do tega, da bo družina spoznala, kaj je narobe. Ne? In da šele potem, ko spozna, kaj je narobe, šele takrat je pripravljena tudi na spremembe. Morda še beseda o pomenu zgodnjega odkrivanja debelosti. Že prej ste omenili, da je pomembno, da debelost odkrijemo pri čim mlajših otrocih, pri predšolskih, če lahko tako rečem, ali še prej. Pa vendarle, zakaj je pomembno, da kar hitro ugotovimo, da se nekdo malce preveč redi? Na srečo imamo v Sloveniji zelo dobro razvit primarni zdravstveni sistem za zdravstveno varstvo otrok. Še velika kvaliteta je, ki se mogoče celo naša zdravstvena politika premalo zaveda, pa mi izvemo to šele na kongresih v tujini, ko predstavljamo naš zdravstveni sistem, je, da imamo zelo dobro organizacijo sistematičnih pregledov otrok. To nam redko kdo verjame, sploh, ko mi predstavljamo to. Verjetno mislijo, da je to za določeno populacijo, torej za tisto, ki si lahko plačuje neko boljšo zdravstveno zavarovanje in s tem imajo otroci pravico do takih pregledov. Ko jim razložimo, ne, da so vsi otroci pri nas, ne glede na to, iz kakšne etične skupine ali iz kakšnega okolja prihaja, da imajo vsi možnosti na te preventivne preglede, so prav presenečeni. Vsi bi takšen sistem radi imeli v svojih državah, pa ne vejo, kako bi ga organizirali. Mi pa, ki ga imamo, pa imamo občutek, da je to neko delo, ki mogoče sploh ne bodi ga treba. Dokler se seveda ne osvestimo, kako je to pomembno. Namreč zgodnje odkrivanje debelosti je ravno tako pomembno, kot zgodnje odkrivanje katerekoli druge bolezni. Debelost je bolezen. Svetovna zdravstvena organizacija je to definirala leta 1998 in je debelost bolezen. Torej, če jo obravnavamo kot bolezen, potem jo moramo obravnavati kot vsako drugo kronično bolezen, kot je recimo sladkorna bolezen ali pa astma. In take družine in otroci imajo vse pravice iz zdravstvenega zavarovanja, kot imajo recimo pravice otroci z sladkorno ali pa z astmo, ali pa otroci s cerebralno paralizo. Recimo
obnovitveno rehabilitacijo, posebno obravnavo, torej dodatne strokovnjake, dodatne time, ne? Ampak seveda, kar se pa te organizacije zdravstvene službe tiče, smo pa še zelo na začetku. Pa vendarle na vaši kliniki za pediatrijo se že res več let zelo trudite, da pomagate tovrstnim otrokom, ki se soočajo z debelostjo. Kako se jim približate, kaj jim svetujete, kdo vse z njimi dela? V timu ste verjetno zdravnik, medicinska sestra, je priključen tudi kakšen dietetik ali morda še kak drug strokovni delavec? Kako delujete v praksi? Ja. V praksi je tako, da nam te otroke pošiljajo pediatri primarne zdravstvene službe, ki jih najdejo oziroma ki jih diagnosticirajo že na teh preventivnih pregledih. Tudi oni imajo enake meritve in enake diagrame, kot sem jih prej na začetku omenil. In ko vidijo, da je trend naraščanja telesne teže ali pa da je celo že prišlo tako visoko, da je verjetnost ali možnost, da se bodo razvile tako imenovane komorbidne ali spremljajoče bolezni, takšnega otroka napotijo k nam. Verjamem, da ni vedno lahko, ker že takrat se nekateri starši malo skeptično odzovejo, češ se pa ni kaj hudega narobe, saj sosedu je tudi takšen, pa ga nikamor niso poslali, ali pa tudi jaz sem bil v mladosti malo bolj v krogu, ne, pa nekako niso bili zaradi tega kaj zaskrbljeni. Šele, ko jih nekako le usmerijo, potem pa pridejo do nas, ki pa smo zaenkrat še kar precej ozko grlo v teh obravnavah. To se pozna po naših čakalnih dobah in se ne smemo hvaliti s tem, tako da ni prijazna tema. Namreč želeli bi si, da bi vsi otroci, ki imajo ogrožajoče dejavnike tveganja za razvoj komorbidnih bolezni, bili ustrezno obravnavani. Na žalost niso. Mi smo se pričeli s tem res intenzivno ukvarjati pri 4-5 leti. Imeli smo tudi to srečo, da smo bili vključeni v slovensko delovno skupino na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer smo v okviru obnove teh preventivnih pregledov obravnavali tudi smernice ali priporočila, kako stopenjsko obravnavati otroke z debelostjo. Tako da smo tam lahko torej, tudi izkazali svoje izkušnje, pa tudi predlagali predloge in smo napravili eno tako, jaz mislim, da ko bo to podprto tudi strani zdravstvene politike, kar dobro izhodišče ali neko tako platformo za obravnavo otrok. Kako smo se mi tega lotili? Najprej smo seveda po teh izhodiščih sestavili ekipo, ki jo sestavlja pediater, torej jaz z svojo ekipo, torej medicinske sestre in pa ustrezen laboratorij, ki zna take preiskave tudi opraviti in ob tem seveda obvezno psiholog, predvsem psiholog usmerjen v vedensko-kognitivno terapijo in dietetik, torej, ki sta nekako jedro teh preobrazbe ali pa sprememb, ki jih more takšen mladostnik oziroma družina z otrokom prevzeti. In zraven zelo tesno sodeluje tudi kinezioterapevt oziroma fizioterapevt ali pa do neke mere tudi šolski, torej učitelj telesne vzgoje, z seveda ustreznim programom napravljen posebej za otroke, ki seveda imajo določene telesne ovire v svoje telesne aktivnosti oziroma v gibanju. No in kot 5. taki člen je potreben zelo dober informatik, ki spremlja dogajanje in pripravlja določene rešitve s pomočjo sodobnih teh elektronskih aplikacij in priprav, da lahko dobimo hitro eno povratno informacijo o tem, kaj se z otrokom dogaja, ko ni pod našim nadzorom in je recimo nekje v družinskem okolju ali pač nekje v šolskem okolju, da lahko recimo hitro, ustrezno ukrepamo takrat, kadar pride do odstopanja od predvidenega programa.
Pa je sicer potrebna kdaj tudi hospitalizacija v primeru zdravljenja otroka, ki se sooča z debelostjo, ali gre to ambulantno skozi? Torej, v tej stopni debelosti, ki jo mi obravnavamo, gre praviloma vsa obravnava ambulantno. Mi sicer imamo občasne hospitalizacije zaradi intenzivnejših preiskav, ki bi jih zelo težko izvedli, tako tudi potrebno bi bil daljši čas, preden da bi izbrali vse izvide in s tem se nam podaljša samo ukrepanje. Če uspemo, da je lahko dobimo podatke in pa seveda izvide hitro, potem vemo in prilagodimo tudi terapevtski program. Namreč usmerjenost terapije v tem našem programu je v izboljšanju teh metabolnih motenj, ki so se pojavile zaradi debelosti, in preprečevanju okvare organov zaradi motenj, ki bi nastale v času, če ne bi ničesar ukrepali. Kako dolgo pa običajno spremljate takšne bolnike, če lahko temu tako rečem? Osnovni program je 2 leti, ampak to je res tisti program, ki se spremlja intenzivneje, tudi mesečno, medtem ko opazovanje in pa podpora in support je praktično neomejena. Praviloma bi se naj neki rezultati izkazali v 5 do 6 letih. Sicer pa predpostavljam, da je pri odpravljanju debelosti verjetno potreben spremenjen način življenja, verjetno je potrebna tudi kakšna dieta, ali strokovnjaki svetujete prav kakšne stroge diete ali zgolj neke take okvirne napotke, ki bi se jih naj pacienti držali? Pri otrocih obstaja eno zaporedje. Torej, niso enaki ukrepi za 2-mesečnega oziroma za 2-letnega otroka ali pa za 4-letnega, kaj šele recimo za 10 ali pa adolescenta, recimo v puberteti 15-letnega. Pri vsakem od teh obdobij postopamo drugače. Je pa seveda odvisno od tega, ali je debelost že take stopnje, da lahko slutimo ali dokažemo že spremljajoče bolezni. Praviloma predšolske otroke nikoli ne dajemo na neko redukcijsko dieto, torej na takšne oblike diete, kjer bi vnašali manj kalorij, kot jih otrok potrebuje za svoje vsakodnevne potrebe in rast. Ampak vpeljemo takšen način prehranjevanja, da dobi zadostno količino energije dnevno in ne pridobiva več na teži. Torej mi temu rečemo vzdrževanje telesne teže. Pri otrocih v šolskem obdobju veljajo enaka pravila, predvsem v predpubertetnem stanju, če ni že zraven metabolnih zapletov. Če so zapleti, moramo vpeljati tudi redukcijsko dieto. In ta redukcijska dieta ne pomeni, da ima otrok recimo neko kumaričino dieto ali pa mesečno lunino ali pač kako to ljudje radi se grejo neke take modne diete, ampak je to mešana, usmerjena, torej primerna otroška prehrana z nižjo kalorično vrednostjo. Izvzeta so v glavnem tista živila, ki so energetsko bogata in nadomeščena seveda z živili, ki so potrebna, koristna, vendar manj energetsko bogata, pokrijejo pa vse potrebe organizma, tudi potrebe za rast. In taka dieta, recimo prilagojena na otroka, mora biti tako pripravljena, da je za otroka tudi zanimiva in da je zapestra, da je barvno različna in da se otrok veseli. Seveda pa temu rečemo tudi kondicija sine qua non, pa je, da se takšnega spremenjenega načina prehranjevanja drži vsa družina. To je pogoj, preden da sploh pristopimo kakšnim spremembam, da staršem razložimo, da vkolikor se bojo oni drugače prehranjevali, kot zahtevajo to od otroka, je to neetično in ni pošteno in seveda ne moramo pričakovati nobenega učinka, če starši sami ne spremenijo svojih slabih navad. In kakšni so v večini primerov odzivi staršev, ko jim to predočite? Odklonilni. Odklonilni. Namreč, oče se noče odpovedati svojemu dunajskemu zrezku, pa pivo zraven z bofrijem, pa ko gleda fuzbal, hoče imeti mir. Mi pa bi želeli, da vsi pri mizi jejo isto hrano,
Torej, če mama pripravlja špinačo s pire krompirjem in pa seveda zraven kozarec sadnega soka, je to za vse enako. Ne, da bo zdaj pri isti mizi oče jedel nekaj drugega, otrok pa nekaj tretjega. Ne. In seveda bi to bil prepir pri mizi, slab vzgled, frustracija za otroka in seveda čista izguba na daljši rok, pa še potem bi otrok imel občutek krivde, spet nisem uspel, spet sem tisti izguba in seveda bi ga ne samo vrnili nazaj, celo poglobili bi njegovo stisko. In če se dotakneva še zapletov, ki jih lahko prinese debelost že kar v času otroštva oziroma mladostništva, katere bi izpostavili? Predvidevam, da se lahko pojavljajo na različnih področjih, od ortopedskih do kateri so še pogosti? Torej, če gremo najprej na te, ki so vidni. Najbolj viden je fenotip, torej, ko vidimo otroka z debelostjo, takoj dobimo do njega nek, da ne bom rekel celo odpor, ampak lahko gledanje, joj, za tega otroka je bilo pa boljše, da bi se malo več gibal, pa manj jedel. Praviloma dobimo en tak odnos, pa celo, ko vidimo še lastnega otroka v družbi z njim, bi rekli, joj, boljše, da se ne bi družila, se mogoče mu bo on kakšne napolitanke silo, kar pa mi ne bi radi videli. Torej pomeni, da bi najrajši takega otroka malo izolirali, pa ga dali nekam na stran. Vse podobno je tudi s kakšnimi drugimi boleznimi, ker imamo neke predsodke pred njimi. Tudi ti otroci z debelostjo se čutijo drugačne. Neprestano so nekako odrinjeni na rob. Še telovadni učitelj jih navadno da na klop, da bo za rezervnega igralca, če bo kje šlo kaj narobe. Drugače pa fantje bojo rekli, veš, mi bomo pa zaradi tebe gol dobili, če boš ti z nami igral. Skratka, nehote, pa tudi če se nič reče, se čuti, da so ti otroci socialno, tako malo, nekako diskriminirani. In seveda samopodoba, pri dekletih, sploh najbolj izražena, so zelo kritična, zelo se introvertirajo potem zaradi te svoje slabe samopodobe in tudi jim to povzroča določeno stisko, predvsem rade zaidejo v depresivna stanja, pa se izolirajo, pa seveda tudi drugače se potem s tem obremenjujejo. Torej, če vzamemo samo to zunanjo podobo. Če gledamo pa na metabolne pokazatelje, pa vidimo, da se pri teh otrocih zelo hitro razvije tako imena glukozna intoleranca, torej motnja v presnovi sladkorjev. To opazimo že pri otrocih pred 10 letom starosti in pa zelo hitro se razvije tudi neodzivnost na hormon inzulin, ki sodeluje pri presnovi sladkorja, tako da je za enako uporabo sladkorja pri mišičnem delu potrebno vedno večje in večje količine tega hormona inzulina. Torej ta motnja v presnovi glukoze in ta motnja v presnovi inzulina sta nekako najbolj očitna metabolna znaka, ki jih večkrat tudi spremlja nesorazmerje krvnih maščob v krvi in pa drugi taki fiziološki zapleti, kot je recimo povišen krvni tlak, ki seveda dodatno obremenjuje in povečuje dejavnike tveganja. Če ničesar ne ukrepamo, se ta stanja začno razvijati proti metabolnemu sindromu. To je tisto končno stanje, ki si ga nikako ne bi radi želeli. To je stanje, kjer pride do iztirjenja, kjer pride praktično do sladkorne bolezni tipa 2 in seveda do drugih, tako že začetih organopatij, kjer pride do motenj pri mikroožilju in seveda s tem pri motnjah tudi delovanju notranjih organov. Ja, ni se za hecati, bi lahko rekli tako po domače. Sicer pa mi dva nocoj kar odkrito govoriva o debelosti, pa vendarle, ali menite, da v družbi debelost kot taka je neke vrste tabu tema? Ja in ne. Tabu tema ja, zato ker bi se marsikdo, mogoče zopet ciljal na zdravstveno politiko, rad šel recimo noja, tako da bi dal malo glavo pod pesek pa rekel, saj ni nekega velikega problema, saj pa so taki in taki. Opozarjam na to, resno opozarjam, da bo kroniciteta posledic debelosti narasla v prihodnjih letih zaradi tega, ker narašča sama obolevnost
v zgodnjem otroškem obdobju, kar prej ni bil pojav. Zdravstvena politika tega ne pozna in to jo pričakuje, ta prihod vseh teh zapletov in teh invalidnosti, ki bo zaradi tega nastala, to bo prišlo k nam čez ne toliko dolgo časa, ampak se bo to kar začelo čez nekaj let dogajati. Po drugi strani pa med ljudmi še vedno velja prepričanje, da debelost nekako je bolj ali manj neka nerodna igra narave, da eni so pač malo bolj debeli, drugi pa malo manj in si zakrivajo oči pred tem, da je znotraj tega videza pa hudo obolenje. In zaradi tega, ker še ne velja med ljudmi, da to gre za bolezen, je zato tako velika toleranca do te bolezni. Tako kot so ljudje tolerantni do nekih bolezni bolj, do drugih manj. Nekdo ima recimo srčni infarkt, pa zato celo nekako pridobi na ugledu, joj, ta pa je verjetno menedžer, ta pa je zelo odgovorno dela, zaradi tega pa je zato zbolel. Če pa dobi epilepsijo ali pa recimo kakšno shizofrenijo, tega pa ne bo še nekam zapreti, ta pa je družbeno varen. Imamo čist drug odnos do bolezni, lahko pri istem človeku. In pri debelosti je to res ta velika toleranca, da jo še ne sprejemamo kot bolezen, da jo obravnavamo kot neko lastnost ali pa celo neko estetsko motnjo in zaradi tega še nismo dovolj kritični do tega. Tako, ostala nama je še zgolj minuta časa, pa vendarle bi jo morda porabila še za to, da vas vprašam, ali je dobro, da starši svoje otroke nagrajujejo s hrano, da v primeru žalosti jih s hrano tolažijo, da od njih zahtevajo, da pojedo vse, kar je na krožniku. Kako komentirate vse te vzorce, ki vendarle se pojavljajo v mnogih družinah v našem vsakdanu? Hrana ni ne darilo, ne podkupnina, ne tolažba. Hrana je hrana, torej je za zadovoljevanje naših potreb po lakoti. Hrana je postala seveda tako vaba, recimo, ali kot tudi droga za določene ljudi, ki jo potrebujejo v stiski. Postala je, kako bi rekel, prilaščanje čustev. Če pogledamo babice, s kakšnim veseljem pečejo nekaj kolače ali pa kakšen zavitek samo za mojega vnuka, in ko ta vnuk pride, je ona nagrajena s tem, ker je on srečen, da to je. Torej, in zdaj ima ona občutek, da ima njo zaradi tega veliko rajši. Mi pa bi tako radi, da bi babica namesto te hrane vzela recimo skiro ali pa se preobula in rekla, veš kaj, mi da bomo pa šla zdaj na Pekelsko gorco, pa bomo pogledali, če je kaj zvončko ali pa če je kaj takega, pa bomo cel popan zunaj. In ljubezen bo verjetno še večja. Bi bila veliko večja, ampak ta preskok v miselnosti je potreben. In ko bo verjetno to tudi želo boljše rezultate, kot je zdaj. Jaz verjamem, da vse, kar ste nocoj povedali, bo dalo marsikomu izmed naših gledalcev misliti in upam in verjamem v pozitivne spremembe tudi na tem področju. Vam se pa najlepše zahvaljujem za vaš obisk v studio in za vse izčrpne informacije in upam, da bomo še kakšno rekli na to temo v kateri izmed naših prihodnjih oddaj. Hvala lepa. Hvala vam, da takšne oddaje organizirate in da lahko mi posredujemo informacije našim ljudem. Hvala. Hvala. Tako, nocojšnjo oddajo smo posvetili zapletom in posledicam, ki jih lahko prinese debelost pri otrocih in mladostnikih. Na klepet sem povabila primarja, asistenta magistra Martina Bigeca, doktorja medicine, specialista pediatrije z Klinike za pediatrijo UKC Maribor. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji četrtek ob 21. ko bomo govorili o raku pljuč. V studiu bom gostila predstojnico oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor, asistentko Dušanko Vidovič, doktorico medicine, specialistko interne medicine in pnevmologije. Bodite z nami, lahko noč!